Torej, dobrodošli nazaj in pozdravljeni še v mojem imenu. Sem Jernej Šmajdek, urednik gospodarskega uredništva na Slovenski tiskovni agenciji in bom vaš gostitelj za tale zadnji današnji panel. Še potrpimo tole dobro urico. Potem, ko smo se posvetili splošnemu vidiku sodelovalnega gospodarstva in se spoznali z nekaterimi primeri iz prakse, tako priložnostmi kot tveganji, se bomo v tem zadnjem delu posvetili v bistvu bistvenemu vprašanju današnjega dogodka in to je, kako pristopiti k regulaciji tega novega, po mnenju nekaterih novega ekonomskega modela, smo pa slišali danes tudi, da gre zgolj za nianso obstoječega ekonomskega modela. Z nami so trije državni sekretarji, gospa Eva Štravs-Podlogar z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem gospod Tilen Božič z Ministrstva za finance in gospod Peter Pogačar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. A preden se posvetimo razpravi, mi dovolite, da med nami pozdravim še gosta iz tujine, in sicer gospodično Wasimo El Hadjuji z nizozemskega Ministrstva za gospodarske zadeve in pa Alessandra Travisania, službe za evropske zadeve pri kabinetu predsednika italijanske vlade. Predstavila nam boste način, na katerega so se ureditve sodelovalnega gospodarstva lotili v njunih državah. Tako da zdaj na začetku sledite najprej dve predstavitvi in predlagam, da damo prednost dami. Zato k predstavitvi najprej vabim gospodično El Hadjuji. Hvala lepa za to priložnost, da vam razložim, kako stvari počnemo na Nizozemskem. Kot je že bilo rečeno, je Amsterdam prvi tako imenovani sharing city, torej mesto deljenega gospodarstva. Ukvarjamo pa se seveda z istimi vprašanji, kot se vi ukvarjate z njimi tu v Sloveniji. Z vami bi rada delila nizozemsko politiko v zvezi z ekonomijo deljenja oziroma sodelovalno ekonomijo. Želimo se pogovarjati s platformami, povabimo jih na izmenjavo mnenj, ko so kakšne težave z predpisi, ne želimo prekomerno regulirati in želimo spodbujati določene oblike sodelovalnega gospodarstva. Naprimer, iščemo načine, kako lahko na ta način prispevamo k okolju, k krožnemu gospodarstvu, to želimo spodbujati, prav tako iščemo priložnosti in možnosti za to, da opravljajo lahko svoje delo. Zadev se lotevamo posamično, menimo, da vsega ne moremo vreči v en koš, češ da imamo eno rešitev za vse, Airbnb ena zgodba, Uber je druga zgodba, mi imamo tudi Airbnb, ne vem, če to poznate, gre za to, da ljudi povabite domov in jim kuhate večerjo, naprimer, tako da za vsako takšno pobudo imamo drugačen pristop. In kaj je za nas pomembno? Pomembno je, da pri vsem skupaj gledamo skozi optiko javnega interesa. Vlada ukrepa, če za nekaj vlada javni interes. Pri Airbnb-u seveda ne morete dati vašega domovanja na spletno stran za več kot 60 dni, kajti sosedje se začnejo pritoževati, tam so ljudje, ki jih ne poznam, ne vem, so pijani, preveč kadijo, kakorkoli. Skratka, vse to so bili razlogi, zakaj se je Amsterdam odločil za pravila. Največ 60 dni na leto. Enako velja tudi za platformo Airbnb. Povabili smo jih na razgovor, vprašali smo jih, kako se lotevati pravil glede priprave hrane, higiena in tako naprej. In dogovor je, da na spletno stran podajo vsa pravila glede tega, kako ravnati z živili, kako se kuha, tako da to svojim članom lahko sporočijo. In mi predvsem skušamo promovirati samo regulacijo teh platform. Torej želimo, da platforme varujejo javni interes, kajti za nas kot vlado je praktično nemogoče, da mi trkamo na vrata pri vsaki od teh pobud in sprašujemo, počnete to tako, počnete to tako, tako da skušamo predvsem iti v smer samoregulacije. Ampak kot vlada imamo seveda tudi mi interni problem, ker je
premalo ozaveščenosti na ravni vseh ministrstev. Mi kot Ministrstvo za gospodarstvo, ja, seveda, te stvari poznamo, to je v našem portfelju, ampak ko se pogovarjamo z Ministrstvom za socialne zadeve ali z Ministrstvom za delo, pa ko govorimo o varstvu potrošnikov, pa je seveda že, kakšno gospodarstvo že. Tako da se je treba najprej interno na vladi pomeniti o tem, kaj je ta sodelovalna ekonomija in dejstvo je, da ne bo nikamor šla. Tu je. Iščemo načine, iščemo neko ravnovesje v smislu, kdaj moramo mi ukrepati, kadar gre za javni interes, kdaj pa lahko stvari pustimo preprosto v primeru. Zdaj pa za predstavitev prosim še gospoda Travizanja. Thank you so much. Good morning, everyone. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Hvala lepa tudi Evropski komisiji in slovenskim oblastem za povabilo. Torej, na kratko bi rad predstavil regulativni okvir trga sodelovalne ekonomije v Italiji. Moram reči, da je bila razprava danes do sedaj izredno zanimiva. Veliko podobnih točk je, ki se jih dotikamo in o katerih bo potrebno razmisliti v prihodnosti. Eno je seveda pogled subjektov in pa ponudnikov storitev v sektorju, drugo je pogled potem potrošniških organizacij, same trgovine in tako naprej. No, pomembno je poudariti, da je celoten kontekst izredno kompleksen. In za nas, torej za institucije, za državne organe, je zelo kompleksno poiskati ustrezno ravnovesje, vzpostavljati enaka pravila za vse in sprejeti prave predpise, kajti veliko različnih pristopov je, veliko različnih problemov je v najrazličnejših sektorjih. Torej, naj vam prikažem nekaj podatkov. Gre za trge v Italiji. Torej, italijanski trg sodelovalne ekonomije v zadnjih 5 letih se seveda množi število ponudnikov različnih storitev. Leta 2016 je bistveno več platform kot v preteklosti. Pristop na tem področju je takšen, da se osredotočamo predvsem na ponovno uporabo ali deljeno uporabo, ne pa na lastništvo. Gre torej za pomembno poslovno orodje, kjer je pomemben tudi vidik samega zgleda, ki ga daje podjetje. Poanta je v uporabi, ne v prodaji. In sodelovanje je tudi bistvo teh začasnih razmerij med sebi enakimi, brez odplačne transakcije, kajti veliko teh platform ne predstavlja plačljivih storitev, ampak gre preprosto za izmenjavo informacij, za izmenjavo profilov uporabnikov, ki sodelujejo na teh platformah. Digitalna tehnologija je zato z tega vidika nujna podlaga. Kateri so glavni sektorji, glavne panoge? Prvi
transport and je tourism is the sektor second and third sector množičnega is financiranja, been, potem very, pa very increase arising in the transport last year. in nastanitev. To je zelo It's poraslo v important zadnjih to letih. see that there are Zelo many pomembno sectors je, now, da se to zavedamo, move da on and je veliko increase panog, in kjer je another že sector, vse več in, prisotnosti na qualification, teh in, trgih, naprimer food, področje in another kvalifikacij, sector that they are, prehrana. growing up To in, so sektorji, ki tudi dokaj hitro development, other business. rastejo. Market composition. Kakšna je porazdelitev It's trga? important in the panel before the question about the local Prej market and smo govorili o market, the European lokalnem market. trgu, o It's evropskem true, yes, trgu. in Italy, V Italiji 18% there are Italian platforms. So je the subjects 80% vseh teh platform italijanskih. and Italian providers Tako develop da a new business gre pa za italijanske in this operaterje teh sector. platform, And ki razvijajo only, nove 11%, poslovne modele. In get le out of 11% and jih 6% nima sedeža v Italiji, 6% has pa the office in jih ima. our country. It's interesting this sedež v naši državi. distribution on geographical Če pogledamo distribution. zdaj 60% geografsko on the north porazdelitev, of 60% jih je na severu 22 Italije, in the 22 v south, srednji and Italiji 14 in the, 22 in the center, sorry, and 14 in in the 14 na jugu. south. Is important because in To je pomemben as you pokazatelj, can kajti, imagine the, kot veste, main platform on tourism, on so transport, glavne they are platforme located v in, sektorjih turizma main in principal cities. transporta Rome, seveda locirane Milan, v največjih mestih. Florence, yes. And Rim, the business Milano, is Firenze. to develop in different way. In this, In seveda se in this region. poslovanje bistveno bolj Another razvija important tam, point v teh is the regijah legal kot drugod. form. Drugo pomembno It's important vprašanje to, je pravna oblika to know, teh platform. Pomembno je vedeti, if the market that service provides is maturity. Is, do kakšne mere je trg the very business model. zrel And in Italy, tudi z vidika poslovnega less modela. No in v 70%, Italiji je 70% as skoraj in da a limited liability company. teh platform posluje And, v pravni obliki a company, DOO, that torej družbe z work omejeno in odgovornostjo. market, in 11% no profit 11% so neprofitne organizacije, and the others non have a legal ostale form pa and, nimajo posebne VAT account, it's, pravne normally, oblike, niti niso registrirane za you open DDV. activity. It's no. It's important. This is right. Because critical elements and opportunities. Kaj so for the torej future. ključni elementi in kaj so First priložnosti za problem prihodnost? that the, platform Prvi and problem, service provide, to try ki ga poskuša takšna platforma rešiti, oziroma prvi problem, ki so ga reševale platforme s tem modelom, je bil dostop do sredstev. To je bila ena glavnih težav, ki so jo skušali reševati s takšno kolaborativno metodo. Tu gre za sodelovanje z velikimi blagovnimi znamkami, 37% bi celo razmislilo o možnosti nekega partnerstva z velikimi blagovnimi znamkami kot neko možnost za osvojitev trga. Zdaj, potreba po regulaciji. Večina jih meni, da ni potrebna regulacija, le 14% platform meni, da bi bilo potrebno regulirati njihove storitve. To je pomemben podatek za nas. To je ista ugotovitev, ki jo je predstavila tudi Evropska komisija na podlagi posvetovanja, ki je potekalo pred sprejemom sporočila oziroma smernic lansko leto. Namreč regulacija storitev je pomembna predvsem za tradicionalne sektore, ampak je reguliranje storitev konec koncev tisto, kar zagotavlja neko višjo mero jamstev in zato je pomembno, da
inovativne platforme posežejo tudi po tej obliki. Okay. Move on. Torej, če gremo naprej. Abbiamo visto. Okay. The Italian priorities, I move on. Torej, kakšne so naše prioritete? The Italian Na hitro. priorities is, taking into account the Predvsem je naša prioriteta upoštevati the European Commission, so the smernice we just talking about Evropske that komisije, o tem smo before in the panel. ravno The govorili regulatory prej. approach in the member Potem states in integration single market. regulatorni pristop držav članic We must to have mora iti v smer enotnega trga, zato pomeni, da imamo vsi enoten enoten pristop. Pravni okvir je direktiva o storitvah in direktiva o e-trgovini. To je pač ta evropski pravni okvir, znotraj katerega se gibljemo, in zato na nas odpade vzpostavljanje nacionalnega pravnega okvira. And so, and at the end, the European initiative No. that to ensuring the consumer rights. Z evropskimi pobudami moramo predvsem skrbeti za ustrezno raven pravic potrošnikov in pravno zaščito ter zagotavljanje dovoljenj in licenc. Kar zadeva naš nacionalni okvir, nismo še pri koncu, v bistvu sploh šele začenjamo. No, zdaj imamo že dva osnutka zakona, o katerih teče razprava v parlamentu, torej postopek je v teku. Pomemben je torej horizontalni medsektorski, medresorski pristop. No in ta osnutek zakona je zastavljen zelo horizontalno in definicija sodelovalnega gospodarstva je zelo splošna, da zajame čim več teh poslovnih modelov. Osnutek zakona, o katerem govorim, uvaja tudi določene davčne vidike in uvaja prag, o katerem smo prej govorili. In imamo kar nekaj ukrepov za tudi spodbujanje razvoja sodelovalnega gospodarstva. Tako da skušali smo najti pravo ravnovesje, nek pravi kompromis, da ne zaviramo inovacij, da ne zaviramo razvoja poslovanja, ampak da obenem zagotavljamo varstvo potrošnikov, spoštovanje delovne zakonodaje in preprečevanje nepoštene konkurence. Kar zadeva sektorski pristop, naj vam dam primer, naprimer, panoge prehrane. V zadnjih 2 letih se je močno povečalo število platform v kontekstu ponujanja storitev prehrane na domu, torej gostitev na domu. In tu imamo sektorski pristop za to področje, za katerega smo se odločili, in veliko zelo zanimivih informacij je, ki so namenjene obiskovalcem, uporabnikom kuhinj, ponudnikom teh storitev, skratka različnih akterjev, ki sodelujejo v verigi dobav za te restauracije na domu, kot smo jih poimenovali. No, in v tem osnutku zakona, ki sem ga omenjal, imamo tudi letni prag, do katerega je dovoljeno upravljati takšne storitve in določene v denarni vrednosti. No, kot veste, je Italija upravno urejena regionalno in to je še en ključen vidik za nas pri iskanju pravega ravnovesja, kajti različne strukture na lokalni, regionalni ravni morajo seveda najti ravnovesje.
regional framework Tu imamo in na Lombardia, primer regionalne ureditve v deželi Lombardiji. Imamo številne primere, naprimer v sektorju turizma, ki so v pristojnosti regionalnih oblasti, ne centralnih oblasti. Sploh, ko gre za občasno oddajanje turističnih nastanitev in veliko elementov, standardov, način zagotavljanja varnosti, predvsem vidik javne varnosti in zdravja, se opredeljuje na regionalni ravni. Toliko torej na temo pravnega okvira. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Trevisani. Pojdimo sedaj k razpravi, k sodelovanju pa seveda vabim tudi oba tuja gosta. Zdaj, slišali smo tukaj nekaj primerov v bistvu, pristopa zakonodajnega, od primera do primera, case by case, do nekega bolj krovnega horizontalnega primera, celo posebnih sektorskih zakonov. Zanima me zdaj čisto iz slovenskega gledišča, da imamo tukaj državne sekretarje, ali bi bilo po vašem mnenju področje sodelovalnega gospodarstva bolje urediti z enim krovnim sistemskim zakonom, kot je v bistvu lani že predlagala prva medresorska delovna skupina, ki je proučevala te možnosti za ureditev predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ali bi bilo boljši pristop noveliranje področnih zakonov ali celo morda poseben zakon o sodelovalnem gospodarstvu po sektorjih. Mogoče začnemo z vami, gospa Štravs Podlogarjeva, pa potem nadaljujemo še pri ostalih dveh. Ja, hvala lepa za besedo. Kot je bilo res že v tudi prejšnji okrogli mizi rečeno, je ta ekonomija delitve res šla tudi skozi različne faze, ko smo jo spoznavali, kaj to vse potegne za seboj. In morda se mi zdi na tem področju prav eden od primerov, ko pa ni bilo nič narobe, da nismo takoj prvi odreagirali in v enem letu se že lotili ali nove zakonodaje, zato da smo nekako ocenili, kako se bo razvila ta delitvena ekonomija naprej. In razvijala se je pa zelo zanimivo, od tega, da smo od začetku bili nekako zelo izpostavljeni, kako prenormirano imamo vso zakonodajo in ne omogočamo ljudem, ki pač želijo deliti svojo, predvsem je bilo najprej v prvi fazi nepremičnino preko portala Airbnb, se je kar hitro izkazalo, da se iz teh 30 dni ali manj dni, ko nekdo deli svoj dom, prišlo v zelo podjetne in pa nepremičninske posle, o katerih smo morda prej slišali še več. Tako da iz te ekonomije delitve, ko se ne odločiš za hotel, ampak se odločiš za stanovanje nekoga, zato da boš bolj poznal destinacijo, je ravno tako ratalo, kje prevzameš ključe, pri kom niti ne srečaš nikogar in se razen to, da vstopiš v stanovanje nekega posameznika, ni bilo bistvene razlike. No, ampak ta že omenjena delovna skupina bi je kaj hitro ugotovila, da turizem je izjemno medsektorska dejavnost, ker besedam ministrstev je zelo neposredno vpletenih v namestitve, v kratkoročno oddajanje nepremičnin v najem. Zato je v določeni fazi potem naletela na nekako niso prišli naprej z pravimi predlogi. No, zdaj je nova medsektorska skupina, tukaj z mano je tudi vodja te skupine, generalni direktor direktorata za notranji trg, gospod Franc Stanoni, ki mu bom kmalu, če je v redu, tudi predala besedo, da nas usmeri naprej. Ampak rada bi pa povedala, kako smo potem razmišljali, da glede na to, da je Airbnb, pri katerem bi morali poudariti, da je vseeno to platforma in ni samo po sebi sinonim za sivo ekonomijo in za oddajanje nepremičnin v najem brez potrebnih dokumentov oziroma predpogojev, da je v Sloveniji izjemno pravzaprav kar naredil en velik korak naprej. Naj povem, da če je bilo leta 2015 še 1400 gostiteljev, to so podatki, ki jih dobimo od Airbnb-ja, ko jih zaprosimo za njih, da je bilo v lanskem letu 2900 gostiteljev po vsej Sloveniji.
da je bilo iz leta 14 do 15 približno 56 tisoč nočitev, v lanskem letu že 124 tisoč nočitev in da je nekako, to je pa zelo ocenjen prihodek tega gostitelja približno 2000 evrov in povprečna doba bivanja 3 dni, kar je v bistvu več, kot pa je povprečna doba bivanja v Sloveniji na splošno. Torej, ampak še enkrat, to so podatki za celoto tega, pravzaprav ne vemo, koliko je bilo tistih, ki so delali v polju sive ekonomije. V začetku smo se lotili bolj, je bil odprta dilema, ali je to preko zakona, gostinskega zakona ali preko stanovanjskega. Zelo hitro je bilo razjasnjeno, da z stanovanjskim zakonom se ne more legalno oddajati v kratkoročni najem. Torej, ostane zakon o gostinstvu, ki ga imamo na ministrstvu v pripravi novelacijo, s katerim želimo to delitveno ekonomijo res omejiti na, ali je to 30 dni, ko pač je lahko delitvena ekonomija, ampak ob seveda upoštevanju potrebnih minimalnih standardov, prijave, plačila takse, plačila dohodnine, izenačiti oziroma ne znotraj Slovenije ustvarjati nelojalno konkurenco, kot je bilo pač v prejšnji okrogli mizi zelo izpostavljeno. Zdaj, kako pa... Morda najprej samo damo besedo še drugima državnim sekretarjem, potem pa prosil gospoda Stanovnika, da sam na kratko pove, kako poteka delo te medresorske delovne skupine. Gospod Božič, na davčnem področju morda. Hvala za besedo. Ja, kar se tiče davčnega področja, je tako, mi tudi z vidika neke preglednosti zakonodaje, pravne predvidljivosti in tako naprej, tudi, se pravi pravne varnosti zavezancev, radi stremimo k temu, da je davčna zakonodaja na nek način vse na enem mestu. Zaradi tega, ker v nasprotnem primeru s parcialnimi ureditvami po drugih zakonih lahko pridemo v eno tako posebno zmedo, ko razen tega, da že zdaj gledaš kar plejado zakonov pa pravilnikov, bi v končni fazi mogel za vsako dejavnost dejansko se posluževati vseh mogočih zakonov po različnih ministrstvih, kar je nekako morda neprimerno. Velja pa zagotovo izpostaviti tudi to, da marsikatera izmed davčnih rešitev, ki jih mi že imamo, lepo, lahko rečemo temu, z odprtimi rokami sprejema rešitve oziroma dogajanja, ki se dogajajo na tem sodelovalnem gospodarstvu. Zaradi tega, ker marsikaj se da že zdaj izpeljati v skladu z zakonom, je treba malo pogledati, morda tu moramo narediti kakšen korak še več na osveščanju, ampak dejansko lahko vsakemu, se pravi od tistega majhnega, ko je bilo prej rečeno, da potem kakšni prerastejo v poslu in tako naprej, mi jim že zdaj lahko z različnimi zakonskimi rešitvami na različnih področjih tudi nekako sledimo. Poleg tega so pa tudi marsikatere rešitve sorazmerno ugodne. Če gremo gledati te tako imenovane normirance oziroma pavšaliste in tako naprej, marsikar se da tu aplicirati. Zagotovo pa so tu določeni izzivi, ki mislim, da se jih tudi naša finančna uprava in tako naprej zelo ambiciozno loteva, ta informatizacija. Po eni strani prinaša neka dodatna tveganja, prinaša pa tudi številne priložnosti. Zakaj mislim na priložnosti? Zaradi tega, ker posebej, ko se pogovarjamo o sodelovanju ekonomiji, je tukaj, imamo na eni strani recimo eno platformo, imamo eno množico ponudnikov, ki je res množica, in so lahko te številke izjemno majhne, tisto, kar se dogaja recimo po zneskih tako dohodkov, kot tudi davkov in tako naprej. In je treba imeti eno zmerno, razumno mero pri tem, koliko bo administrativne obremenitve, na drugi strani pa tudi, koliko bo davčne obremenitve. Zaradi tega, da obstaja neka logična sorazmernost med tem, ker dejstvo je, da ko imaš ti izjemno veliko število majhnih zavezancev, je nadzor zelo težek, drag, sočasno tudi recimo, če imaš ti 20-30 tisoč zavezancev in glede na kapacitete, če jih ti pogledaš 100 na leto, to pač ni neka tudi preventivni ukrep v tem smislu, da jih bo odvračalo lahko, da bo ta informacija zakrožila, češ, glej, če ne delaš pravilno, te bodo pa v nekem doglednem roku verjetno obiskali, te povprašali, te malo podučili, kar je zelo pomembno. Tako da tu informatizacija zagotovo omogoča to, da se priklopiš konec koncev na nek vir podatkov, iz teh potegneš, se pravi, se povežeš nekako z tudi konec koncev strežniki finančne uprave in skupaj nasloviš to težavo, da razbremeniš administrativno, istočasno pa, da so vse dajatve tako, kot je treba, tudi plačane.
če pogledamo mi samo, recimo, kako trenutno delujejo zadeve, mi imamo marsikatere dogovore že zdaj sklenjene, v smislu, če boste še pogledati se pravi, kako potekajo podatki, ne vem, mora biti med finančno upravo in AJPES-om, med finančno upravo in recimo, ne vem, ZZS-jem in nekaterimi drugimi velikimi sistemi. In kolikor gre za velik sistem, je tu ena, se pravi, ena morebitna zanimiva pot, kjer se da iti po njej naprej. Je pa res, da Slovenija je, ne glede na vse skupaj, relativno majhen trg. In na koncu pridemo v situacijo, recimo prej je bil omenjen Amsterdam, jaz predvidevam na taki platformi si hitro na več 10 tisoč uporabnikih. Pri nas pa prideš v situacijo, ko bo se morda nekaj tisoč uporabnikov posluževalo neke rešitve, obseg poslovanja bo relativno majhen in potem je treba, pa pogledaš stroške vzpostavitve celotnega pogona, na finančni upravi, na koncu regulacije in tako naprej. In je vedno treba iskati neko zdravo miro med, se pravi, resursi, ki jih temu nameniš in tem, da potem dobiš nek pozitiven izplen na koncu. Še gospod Bogač, mogoče vaše mnenje o pristopu najbolj smiselno? Dobro, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vprašanje, ki ste ga zastavili, ali poseben zakon ali ureditev v parcialnih zakonih, je bolj ali manj tehnične narave. Jaz mislim, da je ključno vprašanje to, ali bomo za sodelovalno gospodarstvo, ki je neka novost, ki tudi od obstoječih regulatorjev terja nek, če želite, out of the box thinking, ali bomo to sodelovalno gospodarstvo umestili v obstoječe sisteme, če želite pri nas z vidika Ministrstva za delo ponudnikov storitev v obstoječe sisteme trga dela, ali bomo vzpostavili nek vzporeden sistem. To je ključno vprašanje. In tukaj si moramo odgovoriti, zakaj pa ne vzporednega sistema. Sej, če pa že vzpostavljamo vzporeden sistem, pa seveda gremo lahko v poseben zakon, tudi če bo ta zakon odkazoval na ureditev, recimo posledično prispevkov, davčne obravnave, delovnopravnega varstva. Ampak zagotovo, če se sodelovalno gospodarstvo je nekaj novega, vsi podatki kažejo, da, in tudi danes je bilo že poudarjeno, da ima ogromen potencial za rast in sodelovalno gospodarstvo se bo širilo. Pa če je to komu všeč ali ne, širilo se bo. Se pravi, zdaj imamo samo, ali ga bomo regulatorno blokirali, ali pa bomo rekli, vzpostavimo sistem, ki bo to sodelovalno gospodarstvo, na eni strani je bilo danes že rečeno v izogib nelojalni konkurenci, zdaj pa z vidika Ministrstva za delo, pa tistemu, ki ponuja to storitev, in večinoma je to pridobitna dejavnost, na nek način zagotovil ekonomsko, pravno in socialno varnost. Sej, to se verjetno, zagotovo se to da narediti. Ampak prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ali bomo za namene regulacije sodelovalnega gospodarstva šli v poseben vzporeden sistem, s tem seveda tvegamo, da se nam na trgu dela zgodi segmentacija dveh skupin trga dela, ampak to, če uspemo zagotoviti za tiste, ki participirajo v sodelovalnem gospodarstvu, da bodo vključeni v sisteme socialnega zavarovanja, da bodo uživali neko pravno varstvo, to niti ni tak problem. Saj, če govorimo, nakazano je bilo že v današnjem dnevu o prekarnosti. Prekarno ni, če tistemu, ki to upravlja, zagotavlja ekonomsko, pravno in socialno varnost. In samo to je, po mojem, prvo vprašanje, šele potem vzporednost ali ukalupljanje v obstoječe sisteme, bo pa terjal glede na moje izkušnje, ki jih imam, ogromno tudi na strani regulatorjev out of the box razmišljanja, ker to je nekaj novega. Tega 10 let nazaj nismo poznali. Hvala, na to bi pa dal mogoče gospodu Stanoniku za minutko dve, da pove samo, kako poteka delo medresorske delovne skupine. Lep pozdrav še enkrat, jaz sem se že pri prvem panelu, se mi zdi, že oglasil. Gre namreč za to, da je bila naša skupina ustanovljena konec minulega leta. Sestavljajo jo prav tako, kot se mi zdi prejšnjo 7 ministrstev, članov nas je sicer več, 7 ministrstev, ki so trenutno identificirano kot ministrstvo oziroma kot sektorji, v okviru katerih se tudi dogajajo različne dejavnosti v okviru sodelovalnega gospodarstva. Naša skupina ima zelo določene naloge, pomeni predvsem identifikacijo področja, identifikacijo spletnih platform, dejavnosti, ki se izvajajo v okviru sodelovalnega gospodarstva, s tem
tako, no, na ta način, da je nam predolgovezu na koncu naj bi bil izplen te delovne skupine nek okvirni predlog vladi, kako naj se področje v prihodnje ureja oziroma kako naj se ureja, na katerih področjih naj se ureja in na kakšen način naj se ureja. Jaz moram povedati, da smo v tej delovni skupini samo uradniki, strokovnjaki, se pravi v delovni skupini ni ministrov in državnih sekretarjev. To povem zato, ker bo predlog pač kakršenkoli že bo neke vrste strokoven predlog, ki bo potem dobil ali pa moral dobiti potrditev na vladi. Jaz upam, da bo pač vlada našim predlogom sledila. V vsakem primeru bomo pač predhodno se uskladili, ampak naš predlog bo pač temeljil na predlogih posameznih ministrstev in zato je tudi naša naloga bila prvenstvena, da vsak v svojem sektorju preuči svojega zornega kota dejavnosti, ki se tam izvajajo in pripravi pač neke predloge oziroma najprej neko analizo stanja. Mi smo še vedno v tej fazi. Jaz predvidevam, da bomo pač prihodnji mesec v aprilu sklicali naslednjo sejo, na kateri se bomo pač dogovorili za nadaljnje delo. Moram pa poudariti eno stvar. Evropska unija, bilo danes že večkrat rečeno, Evropska komisija to regulacijo oziroma urejanje tega področja prepušča državam članicam. Ti pristopi so zelo različni in tudi pri nas še zaenkrat nimamo enotnega stališča, kako se zadeve lotiti, da bo pač njen izkupiček, da bo izkupiček tega pozitiven. Tudi mi razmišljamo v smeri, kot je bilo danes že tukaj nakazano strani gospoda iz Italije. Predvideva se, da bo v vsakem primeru, da se bojo po vsakem primeru morali zgoditi sektorske spremembe zakonodaje na posameznem sektorju. Je pa tudi nekaj vsebin skupnih, ki bodo verjetno predlog nekega horizontalnega zakona. Predvsem gre v tem smislu, gre predvsem predlog v smislu zagotavljanja sledljivosti oziroma povezovanja platform, namreč moramo povedati, da večina uporabnikov te dejavnosti strani slovenskih uporabnikov to dela na platformah, ki so registrirane oziroma ustanovljene v tujini in moramo zagotoviti pač to neposredno povezljivost platform z našimi organi, predvsem z FURS-om, Ministrstvom za finance, zato da pač imamo ustrezne vhodne podatke. Potem bo verjetno tak horizontalen zakon tudi določal neko osnovo za določanje pragov za posamezno dejavnost, medtem ko se bodo vsa nadaljne spremembe morale potem zrcaliti v sektorskih zakonih. Toliko zdaj v tem trenutku lahko povem, bo pa seveda to stvar nadaljne razprave in pa še razvoja v skupini sami. Hvala. Najlepša hvala, gospod Stanovnik. Zdaj pa mogoče je bila zdaj na koncu dana ena iztočnica. Slovenija je v bistvu naklonjena skupnim evropskim rešitvam za področje sodelovalnega gospodarstva, tako da vas je verjetno razveselilo tudi dejstvo oziroma napoved podpredsednika Evropske komisije, gospoda Ansipa, da bo komisija še letos predstavila neke okvirne predloge za ureditev oziroma harmonizacije ureditev področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin. Morda, gospod Štras Podlogarjeva, kaj pričakujete od tega predloga Evropske komisije? Vsekakor pričakujemo, da bo eno dobro izhodišče, tudi zato, ker bomo pač potem se pogovarjali naprej v Sloveniji. Ampak dejstvo je, da smo si vseeno države različne tudi o tem, kako reguliramo določene stvari. Naprimer, gospa gostja iz Holandije je povedala, da pri njih ne predvidevajo posebnih regulacij in dajo tudi velik poudarek na self-regulation teh platform. Pri nas imamo določene področja dokaj regulirano, ampak v trenutku, ko pa želimo kaj deregulirati, pa se zelo hitro pojavijo tudi velika nasprotja stroke ali pa širše javnosti, da če pa nekaj ni regulirano, pa s tem znižujemo kakovost.
Zdaj, predvsem v tem svetu, v katerega smo že vstopili, no ne vstopamo v digitalnem, je seveda osnovno pri vseh platformah je ta delitev izkušenj. Na teh platformah deliš izkušnje o gostitelju in o gostu. Zelo hitro, v istem trenutku, ko se naredi nekaj dobrega ali pa nekaj slabega. Zato bo verjetno zanimivo iz svojega pač stališča, iz stališča zatečenega stanja, regulative v Sloveniji pač spremljati te predlagane rešitve. Če smem, mogoče naslednje vprašanje. Zdaj, o tem smo danes že kar veliko govorili. Ne? Ali je urejanje sodelovalnega gospodarstva v bistvu tudi priložnost za siceršnje zakonodajne poenostavitve na področju, recimo delovne zakonodaje, davčne zakonodaje, zakonodaje o gostinstvu in spodbujanju turizma, stanovanjske zakonodaje, zakonodaje o potrošnikih, če želite. Ne? Oziroma, če vprašam morda drugače. Zdaj, slišali smo gospoda Stanonika, predlog nekega priporočila vladi oziroma pristopa še prihaja, ampak vseeno, bi se dalo rešitve za regulacijo sodelovalnega gospodarstva vključiti v katere od sicer že načrtovanih zakonodajnih sprememb. Recimo ministrica za finance je prejšnje leto napovedala, da bi letos lahko prišlo do nekaterih sprememb na področju pavšalne obdavčitve. Ministrstvo za delo trenutno usklajuje spremembe delovne zakonodaje. Je možno, da že kaj pride v ta paket ali je to še prezgodaj, bo to terjalo nove usklajevanja? Ko ste ravno izpostavili pavšalno obdavčitev, če pogledamo sodelovalno gospodarstvo oziroma kako delujete različni modeli, pa tudi platforme in z vidika nekoga, ki opravlja neko storitev, noben mu ne brani, recimo, da izkoristi ta institut. Je tudi, davčno gledano, relativno ugoden. Je tudi relativno preprost z vidika tega, da napoveduješ zgolj prihodke. Ostalo, se pravi stroški in tako naprej, so pavšalni te stroški. In tudi, kar se tiče poročanja, recimo če CSP, IPS in tako naprej, se pravi, tu pridemo v neko situacijo, ko nekdo, ki mora biti neuk, pa lahko ima tudi neko drugo delo, če gledamo tako, se tega loti relativno enostavno. Se pravi, ni mu treba poznati celotnega gospodarskega prava, davčne zakonodaje in tako naprej, ampak ima, lahko temu rečemo, neko vstopno točko. Zagotovo velja takšne zadeve, ko bomo delali prihodnje spremembe, vzeti v obzir. Zakaj? Zato, ker tudi mi ves čas gledamo, kaj se nam nekako dogaja na tem trgu, kaj se dogaja dejansko v tem življenju, če gledamo, ker družba se razvija, se spremenja in tako naprej in to je treba vzeti v obzir. Zagotovo jaz vidim na nek način, se pravi, prihodnjo tudi preko te, recimo pri sodelovanju ekonomije je pomembna ta, rečemo, informatizacija, ki je vse to omogočila na nek način, oziroma lažje omogočila, kot je bilo morda to v preteklosti, bo tudi nam olajšalo, se pravi, priti do teh podatkov, ustrezno reagirati in potem, jaz upam, če pogledamo z vidika obremenitve zavezancev in tako naprej, ker se s tem pričakuje, da se tudi morda lep del sive ali pa črne ekonomije lahko lažje obvladuje, so potem v končni fazi ta bremena bolj enakomerno lahko razporejena. Tako da tu jaz vidim prej več plusov kot minusov, zagotovo pa ob snovanju novih rešitev se gleda tudi to področje. Gospod Pogač, mogoče vi? Morda, zdaj, seveda, regulacija trga dela vedno izhaja iz narave dela in narava dela je pri sodelovalnem gospodarstvu popolnoma drugačna kot pri klasičnih industrijskih odnosih, kjer imaš na eni strani delodajalca in na drugi strani delavca. Tukaj gre vendarle za opravljanje neke storitve, običajno za različne naročnike, po svoji naravi je začasna in občasna, tako da tega nikakor ne moremo umestiti v obstoječ sistem delovnih razmerij, ki v prvi vrsti vendarle s pogodbo o zaposlitvi pokrivajo tiste klasične industrijske odnose. Sodelovalno gospodarstvo na trgu dela je potrebno gledati z vidika ureditve prihodnosti dela, ta tako imenovani future of work, o katerem tudi teče pomembna razprava. Namreč narava dela se spreminja iz teh seveda klasičnega industrijskega odnosa, prihodnost dela prinaša popolnoma nove oblike dela, zlasti v panogah z visoko dodano vrednostjo, ki jih prinaša tehnološki razvoj. Izziv, kako tem oblikam dela in potem naprej ponujanje storitev v sodelovalnem gospodarstvu je nekaj podobnega, kako tem oblikam dela, to pa je tisto, zagotoviti
neko ekonomsko, pravno in socialno varnost. To pa je izziv, s katerim se ukvarjajo vse države članice. Prej ste omenil, zelo dobro je to sporočilo Evropske komisije, da bo skušala neko skupno rešitev, pa vendar ne, prav področje trga dela in pa naprej sistemov socialne varnosti Evropska unija prepušča ureditvi v posamezni državi članici. Ne. In mi seveda se moramo vprašati, nekaj let nazaj, ne, smo, če govorim za pokojninski sistem, ne, smo uvedli plačilo prispevkov za pokojninsko zavarovanje od vseh oblik dela. Študentsko delo, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe. Način priznavanja pravic iz tega naslova, ker potem pridajo pa tudi pravice iz socialnega zavarovanja, je popolnoma drugačen kot pri tistem, ki opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Glede na to, da je zdaj že mislim, da 3. sezona, ko se aktivno pogovarjamo predvsem o platformi Airbnb, je seveda pred nami pripravljena novela zakona o gostinstvu, ki bi pač lahko ali prinesla možnost, da uvrstimo še ta neki tretji sklop sobooddajalcev, govorimo pa še vedno o sobooddajalcih, torej tisti, ki oddajajo celo leto ali pa tisti, ki oddajajo 150 dni, kot je že zdaj v zakonu. To se pravi še za tisto zelo kratko obdobje enega meseca na svojem naslovu, svoje stanovanje oddajaš pač določeni, mislim, omejeni skupini 5 ljudi. To pa je eno od razmišljanj, da se prepozna kot delitvena, ekonomija delitve. Zdaj, druga opcija pa je, da se pogleda ta zakon o gostinstvu tudi za ostale, ali je kaj, kar bi se področja, ki bi se lahko deregulirala oziroma poenostavila tudi za vse ostale, seveda sobooddajalce, in na ta način tudi pač pospešili, da se več ljudi odloči za. Osnovno merilo pa je, da se ljudem da možnost, da delajo v skladu z zakonom, da ni to neka vzporedna ekonomija, da imajo poenotene vstope na to področje, tržno, gospodarno. Tukaj govorimo o vsekakor gospodarski dejavnosti, nekaj oddaš nekomu zato, da ti to plača, in zato je potem seveda tudi prav, da so tista osnovne izhodišča, kot smo jih že prej omenili, davek, socialno varstvo, turistična taksa in pa prijava gosta. No, zanimivo je, da ta prijava gosta, ki je izjemno pomembna, sicer povezana tudi s plačilom te turistične takse, če govorimo o turizmu, da v današnjih časih, ko po eni strani se veliko ljudi kar obremenjuje s tem, kdo pride v našo državo, pa so brez problema zato, da prihranijo nekaj evrov, pripravljeni pa oddati svojo nepremičnino, ne da bi vedeli komu v bistvu in ne da bi pač prijavili tako, kot je potrebno. Najlepša hvala. Zdaj pa mogoče še eno vprašanje. Danes smo tudi o tem že slišali. Je urejevanje teh novih ekonomskih platform tudi priložnost za debirokratizacijo Slovenije kot družbe, kot države? Slišali smo, da je Slovenija preregulirana družba, da je težko doseči z našim okoljem regulatornim, da bi se kakšna od teh platform, ki so bile omenjene, vzpostavila v Sloveniji, tako da bi bili praktično celotni prihodki, da bi ostali v Sloveniji. Zdaj morda priložnost za ministra Koprivnikarja, na vašem ministrstvu imate krono, bdite nad zmanjševanjem administrativnih bremen. Kaj vi menite? Je to priložnost za debirokratizacijo države oziroma družbe? Če dovolite, bi vsem glede na tole debato, ki jo poslušam, se odzval na to vprašanje, pa mogoče še malce vrnil nazaj, da vidimo, kam nas ta debata dejansko vodi. Poglejte, že v dopoldanskem panelu je bilo rečeno, da je treba te modele sodelovalne ekonomije postopno regulirati, zaradi tega, da jih najprej razumemo, da jih ne bomo ubili pa zadušili. Kar pomeni, da se bomo mogli vprašati o temeljnih vprašanjih, ki jih tukaj urejamo. Temeljno vprašanje pa je, kdo ustvarja dodano vrednost in ali jaz ustvarjam dodano vrednost samo, če sem zaposlen po pogodbi o zaposlitvi ali tudi, če delam za nekoga. Ampak, če se mi vrnemo nazaj k osnovnemu vprašanju, pomeni, da ustvarjam dodano vrednost glede na to, koliko delam. Zdaj pa lahko delam po pogodbi o zaposlitvi pač standardnih 8 ur,
ali pa delam malo manj, ali pa delam malo več in se vrnemo nazaj na to vprašanje, da v bistvu bi lahko regulacijo zaposlitve uredili fleksibilno zaradi potrebe sodelovalne ekonomije, ampak hkrati ni nobenega, zdaj zelo načelno govorim, konkretnega razloga, zakaj bi pa delo točno za 8 ur mogli biti urejeno drugače kot delo, če delamo uro, pa 2, 12. Zakaj bi to urejali drugače? Se pravi, da to je priložnost za deregulacijo. Pa še ena stvar je na področju trga dela zelo pomembna. Slovenija je tipična v tem, da zelo pozno, na polno vstopimo v trg dela, zelo hitro na nič izstopimo iz trga dela. Se pravi, če želimo zagotoviti postopen vstop na trg dela, pa postopen izstop iz trga dela, kar pomeni, da preden greš v upokojitev, se ne upokojiš na določen dan in takrat naprej nehaš delati, ampak postopno zmanjšuješ delo in uvajaš svoje naslednike, so tudi to neki enotni principi, ki bi lahko pripomogli k temu, da bi bilo vsako delo obdavčeno in vsako delo tudi zavarovano z vidika socialnih pravic, zdravstvenega varstva, brezposelnosti in tako naprej. Torej tukaj dejansko vidimo neke možnosti za deregulacijo na področju tudi obdavčitve v končni fazi, ker kaj pa obdavčimo? Dodano vrednost, ki jo nekomu prodamo. In zdaj, kako jo opredelimo, je lahko tudi zelo univerzalni princip. Tako da sam osebno menim, da je to kompleksno vprašanje, ampak če se vrnemo nazaj k osnovam, je lahko to velika priložnost za deregulacijo in tudi velika priložnost za to, da ne bomo ustvarjali klasičnega in paralelnega sistema, ker bomo imeli en enostaven problem. Vedno imeli vprašanje, ki je meja, kaj je klasično in kaj je paralelno. Če pa obdavčimo, zavarujemo temeljne elemente, kot so potrošnik, delavec in trg, oziroma država in davki, potem je vseeno od kakšne količine mi obračunamo davke, važna je stopna davka, količina opravljenega dela je pa poljubna. Lahko delam 15 minut na mesec, lahko delam vsak dan 8 ur, lahko pa delam vsak dan 20 ur, če to zmorem. Ampak obdavčitev in zavarovanje bosta temu sorazmerna. Zato vidim tukaj kar nekaj zelo zanimivih priložnosti za deregulacijo, ampak tukaj ti povedala kolegica z Ministrstva za gospodarstvo, mi bomo mogli biti tukaj bolj drzni, pa ne vsakič, ko nekaj dereguliramo in rečemo, ti si odgovoren za to, da zagotavljaš kvalitetno storitev, ne država, izvajalec. Ti si odgovoren za to, da plačaš davke. Zakaj? Zato, ker tako piše v zakonu in če jih ne plačaš, boš kaznovan, ne bomo šli pa zato zakona spreminjati. Na ta način spremembe mišljenja bomo lahko tudi bolj fleksibilno delovali, pa mogoče imeli bolj poenostavljeno zakonodajo. Če se malo pošalim, mi danes zaradi nekoga, ki krši zakon, spreminjamo zakon, namesto da bi njega zaprli. In to je temeljni problem. Najlepša hvala, gospod minister. Zdaj pa, da malo vključimo še naša tuja gosta. Bistvo vsake zakonodaje je seveda tudi, da omogoči neke uresničitev priložnosti, ki jih neko področje ponuja, ampak je pa predvsem tudi to, da odgovori na izzive uspešno. Zdaj, gospodična El Hadjuj, kako ste z vašim pristopom na Nizozemskem, po vašem mnenju, odgovorili na izzive sodelovalnega gospodarstva? Ste uspešno odgovorili na vse, kaj vam je še ostalo, kaj še menite, da morate nasloviti z nadaljnjimi spremembami? Ja, vprašanje davkov ostaja odprto, tudi pri nas. In to je nekaj, kjer lahko sicer platforma rečemo, ok, vašim uporabnikom morate naložiti, da plačujejo davke, ampak na uporabnikih je, da to plačajo ali ne. Naša davčna služba pravi, da je kumulativno gledano to premalo ljudi, tako da ne iščejo aktivno tistih, ki ne plačujejo tega davka, nimamo teh kapacitet. In zato še vedno razmišljamo, kako se tega lotiti. Na spletni strani davčne uprave imamo že pravila glede tega, od katere meje naprej je treba plačevati davek, torej če zaslužiš, mislim, da več kot 8.000 evrov na leto je treba plačati davek, sicer ne. Tako da še vedno iščemo tisto mejo. Tudi ko
gre za naprimer socialne storitve in podobno. Zdaj pa mogoče še gospod Trevisani. Italija je znana kot država na vseh lestvicah, vseh raziskavah za precej visoko ravnijo sive ekonomije. Pri vprašanju sodelovalnega gospodarstva je pomemben tudi nadzor. Nadzor, da ne vzpostavljamo oziroma da ne omogočamo še več sive ekonomije. Kako ste se tega lotili v Italiji oziroma menite, da ste uspešni? Ja, nadzor je pomemben, ker imamo veliko situacij, kjer trg ne deluje skladno z zakonodajo in zato delamo na tem, da bi imeli kar se da enake pogoje za vse in da se zagotovi nadzor. In v prvi fazi je nadzor pomemben zato, da vemo, kaj, kako in ali izvajalec storitve izvaja. Ker naš nacionalni pristop je takšen, da je naš cilj imeti nacionalni register platform, ki delujejo po tem poslovnem modelu, ker želimo uskladiti ta vertikalni, sektorski pristop in pa horizontalni pristop, ker to je najboljši način, kako prilagoditi obstoječe inštrumente novim poslovnim modelom. Naprimer, pri tej ponudbi restauracijskih storitev na domu, osnutek zakona, o katerem sem govoril, določa, da mora biti ponudnik storitve zavarovan, ker je veliko zadev opredeljenih v pogodbi med uporabnikom storitve in ponudnikom storitve in zato je pomembno, da so te stvari jasne. Pomembno je, da se jasno opredelijo vloge in naloge ter odgovornosti vseh udeleženih v teh razmerjih. Kar zadeva vprašanje obdavčitve, tako en kot drug osnutek zakona, ki je zdaj v postopku, govorita o digitalnih plačilnih storitvah in zato je možno nadzirati plačila med platformo, ponudnikom storitve in uporabnikom ali potrošnikom. Kar zadeva pavšalno obdavčitev, ko gre za restauracijske storitve na domu, je prag 10.000 evrov na leto in nad 10.000 evri prihodka na leto je pavšalna obdavčitev 10%. Oziroma popravek, do 10.000 evrov na leto je pavšalna obdavčitev 10%. Nad 10.000 evri na leto pa je seveda treba plačati prispevke in ustrezen davek na dobiček od podjetij. Tako da veliko različnih možnosti je, kako naprej. Imel sem odprti še kar nekaj vprašanj, ampak žal nas čas zopet baše. Bi pa želel vseeno slišati tudi kaj iz občinstva, če je kakšno vprašanje. Tamle zadaj vidim roko, gospodična Jarc tudi. Hvala, Kristina Božič, časopis Večer. Jaz nisem ujela od gospoda Pogačarja v bistvu razloge oziroma na podlagi česa se zatrjuje, da gre tukaj v bistvu za nove oblike dela, še posebej recimo glede na sodbe, ki so znane v Veliki Britaniji, tudi Evropsko sodišče oziroma sodišče EU ima še odprte nekatere primere. Tako da v bistvu sam ne razumem, kaj točno je podlaga za trditve, da ne gre za klasično delo.
predvsem recimo v primeru Uberja. Pa me pa tudi zanima, v bistvu, ker nisem prej uspela ujeti, kakšna je argumentacija, da se bi tokratna segmentacija trga dela v bistvu relativno z lahkoto sprejela, torej da bi se to posebej urejalo, glede na to, da je bila zadnja sprememba ZDR-ja in ZUT-a v bistvu sprejeta prav zato, da se je segmentacijo odpravilo. Pa bi me pa zanimalo še od Ministrstva za finance odgovor, s koliko platformami že poteka izmenjava informacij, ki so pomembne za obdavčitev, glede na to, da če prav razumem, je to ena od nalog, ki jo tudi v bistvu skupina nekako predvideva oziroma da je to glaven izziv. Pa bom se tukaj ustavila. Gospod Pogačar, mogoče najprej vi, Hvala za vprašanja, ki so, moram reči, res na mestu, to, kar je gospa vprašala. Kar sem želel povedati, ni to, da ne gre za upravljanje dela. Želel sem povedati, da narava dela pri upravljanju storitev ni enaka, kot je narava dela, ki vsebuje elemente delovnega razmerja. Elementi delovnega razmerja vemo, trajno za enega naročnika v okviru delovnega procesa po navodilih delodajalca. In če je takšna narava dela, se mora upravljati na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Pika, konec. Takšna so pravila. Ta pravila veljajo za oba, tako za delodajalca kot delavca. Kar sem želel tukaj povedati, da v primeru, vi ste omenila Uber, Uber je pridobitna dejavnost. Tukaj, mi smo danes slišali sodelovalno gospodarstvo v Italiji, samo 1% je nepridobitne dejavnosti. Da je narava dela pa ni takšna, kot jo definira zakon o delovnih razmerjih. Se pravi, ne delaš v organiziranem delovnem procesu, ne delaš za enega naročnika, ne delaš trajno, ampak delaš za različne naročnike, verjetno običajno preko nekih spletnih platform posrednikov vmes. In izziv, ki ga imajo vsi zakonodajalci pred sabo, ker to se je pojavilo in se bo pojavljalo, tega prepovedati ne moremo. Vprašanje je samo, a bomo to seveda v primeru prepovedi spustili dejansko na sivi trg ekonomije, kjer bo popolnoma deregulirano, ali pa bomo umestili v obstoječi trg dela. Vprašanje, se bom takoj zaključil, ampak je res pravo vprašanje. Vprašanje je, kako ljudem predvsem, to je pomembno za Ministrstvo za delo, kako tem ljudem, ki opravljajo takšno delo, zagotoviti pravno varstvo, zdaj bom definiral pravno varnost. To pomeni, da je varovan, da ga nekdo varuje. Kdo njega zastopa, če želite, v socialnem dialogu, on ni organiziran, pri delodajalcu. Kako mu zagotavljaš ekonomsko varnost, obstaja neka minimalna urna postavka, za katero dela, in kako mu zagotoviš socialno varnost, da je od njegovega plačila za storitev, da so plačani prispevki, na kakšen način bo on uveljavljal potem pravico do pokojnine, zdravstvenega varstva. In tukaj potem pridemo do ugotovitve, da so vsi naši družbeni podsistemi socialnega zavarovanja danes nastavljeni na sistem klasičnih industrijskih odnosov, ki so bili postavljeni takrat, ko so se te sistemi vzpostavljali. 70-80 let nazaj. In tukaj govorimo o tem, da bo treba za ta segment tudi prilagoditi sisteme socialne varnosti. Nikakor pa ne sme, nikakor pa mora obstati, da v primeru, ko gre za to naravo dela, ki korespondira klasičnemu industrijskemu odnosu, mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. Ko pa ste me vprašanje, ali se bo pojavil nek vzporeden svet na trgu dela, kar bo prineslo segmentacijo. To se nam danes dogaja. Mi imamo tiste, ki delajo na pogodbi o zaposlitvi, ali je to za določen ali nedoločen čas, ampak delajo na pogodbi o zaposlitvi, in imamo drugo skupino ljudi, ki delajo preko avtorskih, civilnih, preko, če želite, lažnih SP-jev. To so pa ta drug del trga dela. Ta segmentacija ne bo tako zelo problematična v tem primeru sodelovalnega gospodarstva, prihodnosti dela, novih oblik dela, če bomo te ljudi jim zagotovili, kot sem rekel, ekonomsko, pravno in socialno varnost. Samo to. Razlika je pa v izhodišču, v naravi dela, ki jo te ljudje opravljajo. Gospod Božič, s koliko platformami FURS že izmenjuje podatke? Ja, sej veste, najbrž kakšen bo odgovor. Dejstvo je naslednje. Jaz sem predal nekako primere
ko imamo že znotraj države, se pravi določene sisteme med sabo povezane in na tem tudi konec koncev tukaj imamo podpredsednika vlade, ki na tem izjemno intenzivno dela, da te zadeve se nekako spravijo v skupen oblak in da bodo zadeve tekle. Ta pristop se pa potem lahko aplicira naprej, vendar tu bo pa tudi že pogovor o tem, ne, ali imamo za to ustrezno podlago in tu so tisti premisliki, ki še manjkajo, kako k temu pristopiti, ker če boste šli pogledati recimo za te obstoječe izmenjave podatkov, mi za vse imamo podlago. Se pravi, bodi si je neka napotitev v zakonu, ko imaš potem podzakonski akt, bodi si te napotuje na to, da bo sklenjen nek sporazum in tako naprej. Imamo pa trenutno recimo tudi splošen sistem relativno dobro razdelan, to, ko vstopate noter preko e-davkov. Vprašanje je pa samo, ali tiste rešitve, ki so tam noter in stopnja avtomatizacije, ki jo e-davki trenutno omogočajo, ne, če ste šli, ne vem, če imate morda kakšno, če imate družbo, imate računovodski program in tako naprej, verjetno veste, da marsikatere obrazce že vse znotraj računovodskega programa naredite in vse skupaj samo nekako leti naprej. Ne. In tu so te koraki, ki nam jih informatizacija omogoča, za te platforme pa gre za neke, se pravi, rešitve, ki bodo verjetno mogle biti po miri. Ne? Zaradi tega, ker ugotovili smo že prej, tudi je bilo rečeno, ne obstaja nekega enotnega pristopa, enotnega modela, gre za različne modele in mi moramo tukaj, in jaz mislim, da tudi, kar se tiče vladnega pristopa na tem področju, se odpiramo v marsičem. Ne? Če boste šli pogledati davčno področje, ne nazadnje od letos naprej imate možnost, tisti, ki se ukvarjate s transfernimi cenami, recimo sklenite sporazuma z davčnimi oblastmi. To je pristop. Prideš tam, poveš, kako imaš, davčne oblasti ti potrdijo, greš naprej. Podobno velja za številne druge zadeve, tako da jaz mislim, kar se tiče ne nujno sodelovalnega gospodarstva, ampak sodelovanja in odnosa, tudi nekako, kako se oblast dostopa, se pravi, in povezuje z vsemi, delamo korake naprej in mislim, da se to sodelovanje izboljšuje in tukaj bo tudi prostor, po mojem mnenju, ko gledamo že v bližnjo prihodnost, da vam bom naslednjič drugače odgovoril. Hvala. Žal, jaz bi sprejel še več vprašanj, ampak dajmo priložnost gospodu tamle pod kamero, ki že ima mikrofon. Hvala lepa. Moje ime je Tomo Jurman. To, kar poslušam danes, me veseli, ker imam občutek, da se premikamo, na drugi strani pa me malo skrbi, ker imam občutek, da se še nismo točno dogovorili, kaj sodelovalno gospodarstvo sploh je. To je prva težava, na to težavo je tudi gospa Jarc opozorila že v prvem panelu. Drugo pa vprašanje bi pa bolj nekako kot izziv postavil. Mi v Sloveniji imamo sistem osebnega dopolnilnega dela. V tem sistemu je določeno, koliko na leto lahko delam, in to je neka omejitev, ki obstaja, tako je gospod iz Italije povedal, tudi v okolju sodelovalnega gospodarstva. Imamo sistem, kaj lahko delam, da ne škodim klasičnim oblikam gospodarstva. Tretje, kar je pa res, imamo precej nerodno obdavčitev in kot je gospod državni sekretar Tilen Božič povedal, imamo v Sloveniji tudi bolj, bomo rekel, praktične in bolj enostavne sisteme obdavčitev. Če bi to združili skupaj, imamo sodelovalno gospodarstvo na tej osnovni lokalni ravni, kot bi naj sodelovalno gospodarstvo res bilo rešeno 1, 2, 3. Mogoče kot izziv. Hvala. Najlepša hvala. Tukaj bi še eno vprašanje, no, ampak res, to pa res zadnje. Lahko, komentarje. Najlepša hvala. Moje ime je Mark Boris Andrijanič in prihajam iz podjetja Uber, o katerem ste danes precej razpravljali. Če dovolite, bi samo na kratko odgovoril na par pomislekov oziroma premislekov, za katere mislim, da so dobrodošli in mislim, da so te debate fantastične, še posebej zato, ker Slovenija na področju regulacije sodelovalnega gospodarstva roka na srce žal ni med prvimi niti v Evropi, niti na svetu. Na začetku bi povedal, da je sodelovalno gospodarstvo danes v svetu že standard, ne trend. Danes imate sodelovalno gospodarstvo urejeno v večini evropskih držav, v komunistični Kitajski, Airbnb fantastično posluje na Kubi, pozna ga seveda cel svet, vključno z Združenimi državami, Južno Ameriko, Afriko in tako naprej. Skratka, danes lahko govorimo o tem, da je sodelovalno gospodarstvo v svetu že standard. Ena številka, ki o tem zgovorno priča, je število nacionalnosti, ki so uporabile Uber samo v decembru v Zagrebu, v času adventa. Samo decembra se je z nami vozilo 115 različnih nacionalnosti v Zagrebu, torej sosednji prestolnici. Danes smo prisotni v več kot 550 mestih po celem svetu in naj samo v bistvu poudaram, zakaj ljudje v bistvu radi uporabljajo platforme sodelovalnega gospodarstva. Ne gre samo zaradi cene, predvsem gre zaradi veliko večje transparentnosti in varnosti, ki je prek njih uživajo. Ko poslušam to debato, imam občutek, da mi živimo v idealni državi in da obstaja resničen strah, da bo pa zdaj sodelovalno gospodarstvo ali celo Uber prekariziral Slovenijo. Pa poglejmo realnost.
Taksi tržišče sestavljajo v čez 90% prekarci, ki večinoma vozijo s polnim delovnim časom. Proti temu seveda nihče ne protestira. Mi po drugi strani želimo v Sloveniji ponuditi popolnoma licencirano storitev, ki se bo izvajala z električnimi avtomobili in pri kateri bo naš glavni partner Ljubljanski potniški promet, ki voznike celo zaposluje. Torej boste imeli prek naše platforme ljudi dejansko zaposlene, po drugi strani pa danes v taksi industriji enostavno ni. Ko gre za davke, podobno, pa če dam spet primer taksi industrije, ali so tam res vsi davki plačani? Vemo, kje je največ davčnih utaj, vemo, kje je največ sivega gospodarstva, to je pri poslovanju z gotovino. Digitalne platforme ponujajo brezkartično poslovanje. Vse naše transakcije so brezgotovinske, kar pomeni, da so 100% sledljive. Prav zato Evropska komisija dejansko sama pravi, da davčni organi radi sodelujejo s temi platformami, ker pred njih dobijo 100% vpogled v celoten promet posameznega ponudnika. Uber ima davčno partnerstvo danes že Švedsko, Estonijo in številnimi drugimi državami po Evropi, ker razumejo, da lahko z enostavnim in avtomatskim prehajanjem podatkom dejansko poskrbijo za to, da niti en davek ne ostane neplačan. In to mislim, da je za naše države, za naše socialno varstvo zelo pomembno. Samo še en podatek o tem, kako je sodelovalno gospodarstvo en fantastičen generator ekonomskih priložnosti. Po zadnji raziskavi je 40% od naših 25.000 partnerjev v Franciji prej bilo brezposelnih. 1/10 od njih več kot 1 leto. Večina izmed njih prihaja iz pariških predmestij, ki veljajo za najrevnejša. In že zaradi svojega imena v življenju ne morejo dobiti dostojne priložnosti. Platforme, kakršna je naša, ne diskriminirajo in ponujajo priložnosti vsem. In mislim, da v državi, v kateri je od septembra leta 2010 več kot 100.000 brezposelnih, potrebujemo več ekonomskih priložnosti in več sodelovalnega gospodarstva, ne pa manj. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Meni je zelo žal, da je zmanjkalo časa, da bi na vse to odgovoril, ker je precej istočnic, ampak žal se je res čas iztekel. Tudi program današnjega obiska podpredsednika Evropske komisije gre naprej. Sprašujem gospoda ministra Koprivnikarja, če bi imel še tele zaključne besede. Par zaključnih besed, da zaključimo današnji dogodek. Lahko, hvala. Sej ne bom prav veliko pametoval, ampak še enkrat bi poudaril to, kar se je tokom razprave tudi izkazalo danes in je bilo nakazano že v začetku. Prvič, sodelovalno gospodarstvo je drugačna oblika zagotavljanja storitev, včasih deljenja blaga, ki se je pojavila zaradi digitalne transformacije, ki to tehnološko omogoča. Drugič ugotavljamo, da je to neke vrste disrupcija, za katero nihče danes praktično nima enoznačnega odgovora, kako to urediti z vidika zaščite delavca, potrošnika in nenazadnje države kot tistega, ki mora prejeti davke, da zato vzdržuje javne sisteme. In tretjič, to, kar smo ugotovili, menim, da lahko rečemo, da je pomembno, da moramo najprej te nove modele razumeti, da ne smemo kar skočiti in jih z pretirano regulacijo ubiti, ampak moramo biti kritični do njih, paziti, da te modele zaščitimo in ker so modeli tipično na digitalnih platformah, tudi pomeni, da so tipično mednarodni, če ne celo tipično globalni. Torej bo potrebno veliko mednarodnega sodelovanja, da bojo tudi na tem področju naše rešitve kompatibilne, čezmejno prenosljive in na tak način bodo lahko tudi širšemu evropskemu prostoru, katerega del smo, prinesli tudi nek nov gospodarski zagon, pa ne nazadnje tudi nek nov vir prihodkov, tako za naše državljane, kot tudi ne nazadnje za države, ki morajo zagotavljati javne sisteme. Tako sem jaz ta posvet razumel in razumel sem ga tudi kot začetek ali pa nadaljevanje dolgih debat, ki nas bojo postopno pripeljale do nekih smiselnih rešitev, ki bodo predvsem dobre za državljane in bojo omogočale tudi vzdržen razvoj posla, podjetij, vendar ne na škodo državljanov, pa naj si bodo uporabniki storitev ali pa izvajalci posameznih storitev. Najlepša hvala še enkrat, gospod minister, no in najlepša hvala vsem sodelujočim, vsem obiskovalcem za udeležbo. Želim vam lep 1. aprilski vikend. Srečno.